Hočko Pohorje navdušuje z gozdovi, svežim zrakom in lepimi razgledi. Na 1000 metrih nadmorske višine smo pri kitaristu in pevcu ter harfistki pokukali v prenovljeno vikend hiško, ki je pod teraso dobila tudi prostorno garažo in wellness. Z mladostno zagnanostjo je iz dotrajenega objekta, pravzaprav propadajoče hiške z zamašenim dimnikom za povrh, nastal pravlični dom, poln glasbe in vedrine. Tole je bila včasih tipična vikendica iz 70-ih let in v njej je mladi glasbeni par prepoznal priložnost za čisto nov začetek. In tukaj zdaj imaš dve možnosti, ali poslušaš eno čudovito tišino ali pa čudovito glasbo. Julija in Tim, zdravo. Zdravo. Povejte za začetek, kako se je začela vajna zgodba v tem romantičnem vikendu? No, skratka, mene je Tim enega dne, ko sva še začenjala z najino zvezo, rekel, pridi z mano na vikend na Pohorje. Ok, dobro. Ampak tak bolj star vikend je. Teda sem se pripravila, da bo to taka stara kočica, ne? Ok. In mi da prideva sem gor in to bila res stara koča, tak. Na poti na Hočko Pohorje sta nakupila vse za romantični obed, v hiški pripravila večerjo in uživala ob njej. Nato se je Tim Juliji skušal še dodatno prikupiti. Jaz sem hotel kamin zakuriti, da bom ti naredil to vzdušje, ne. In potem kurim, prije mi še sosed pomadka na Pohorju, če nimaš soseda, ko kuriš preč kamin, nisi kur kamin, ne. In pride tam Tomaž Krojc, kolega, da bo on z mano zakurate, mi dva kurimate, bolj se kadi, kličem onega bivšega lastnika, čuje, Jure, to se tako kadi, da to ne vem, če to vse ok. Rekel, ne, 10 minut počakaj, bo v redu. Ja, bolj jaz čakam, bolj se kadi, na koncu že vsi tako hodimo po vseh 4 po hiši, ne, ker je dim bil do vsem, ne. Ja, dim je bil dobesedno vsem, jaz sem se plazila ven skoče. Vse vedimo, ne. In da pobegnemo ven, tako tu ne moramo več dihati, kaj se dogaja, počakamo, da se razkadi. Po dimnem pripetljaju se je par odpravil v Maribor. Tim pa se je že naslednji dan vrnil v hiško in pregledal kaminsko peč. To damo ven in povim, da je taki ptič noter v dimniku od zadaj, stari, mumificiran, že ne mnogo let. In je bil v dimniku noter taki črni, ne, valjda seveda ni vleklo, ne. Vse zadimo celo hišo. To je bil super prvi zmenek. Hvala, da si vprašal. Pa se je po celem Pohorju govorilo, sem zvedla, ne, ker je več Tim povabil svojega prijatelja, ne. Tim ima neko novo, kaj ste jo videli. Ampak dobro, ni bilo samo to, da je tale stari kamin oziroma kaminska peč, da je bilo treba to zamenjati, ampak še marsikaj. Česa vsega ste se tukaj morali lotiti, da ste dobila tale videz? Česa se nisva. Mislim, da sva vse, kaj od hiše ostalo, od prvotne hiše, je po mojem so bile 4 stene. Vse ostalo je bilo narejeno na čisto, na novo, vtrgano, vse ven. Tu v bistvu, tukaj je taka ena preklada, do sem je bila v bistvu hiša, tukaj je ta bela preklada, ne. To je bila prvotna hiša. Tega sploh ni bilo, tu je bila ena taka... To je bila terasa, ne? Taka terasica, ja, tudi neuporabna, cela razmočena in tu spodaj še ena stara klet. Je pa hiša res bila pol manjša, jaz se spomnim, da WC je spuščal, res je bilo tak. Zdaj, izziv je bil kak iz te male koče, pa jaz nisem zdaj arhitekt, ne. Želel sem biti, študiral sem, ampak Ja, točno to, 2 leti. Nisem dokončal študija, ampak mi je bil izziv, kako zdaj narediti iz te male koče prostor, ne, da diha, ne. Zdaj, ok, tam bomo odpred do konca. Mogoče bo, da ne bo luknja pri luknji, ker dobesedno, ko sem jo kupil, je bila luknja pri luknji. Ja. Ker so hiško podaljšali proti jugu, je bilo treba najprej izdelati betonski venec, ki poveže in utrdi celoto, nato pa postaviti novo leseno konstrukcijo, na katero se naslanja razširjeni del objekta. V notranjosti hiše je vgrajeno talno ogrevanje, povezano s toplotno črpalko. Med prenovo so povečali tudi teraso, pod katero sta nastala wellness in velika garaža. Miha in Nik, povejta, kaj mora človek najprej urediti, preden pridete k njemu montirati takale garažna vrata? Prvi korak, ko lastniki pokličejo na naše podjetje, se dogovorijo z komercialistom, komercialist pride na objekt, naredi natančno izmero, se dogovori, zakaj se bo prostor uporabljalo, kako so si zamislili, kakšna vrata, klančina mogoče. Na to se vrata naročijo, pridemo v monterji. Fajn je, da je
malenkost pripravljen teren in lahko mi naredimo vodila, postavimo v Wasserwago, da bo vse delovalo kot mora. In koliko časa traja, da potem zmontirate garažna vrata? Če so pogoji idealni, je to 1 ura, drugače pa maksimalno do 4 ure. In ker gre v tem primeru recimo za elektrificirana garažna vrata, kaj pa, če so recimo vremenske razmere takele malo bolj surove, pa pride do izpada električne energije? Kako si potem odpremo taka garažna vrata? Načeloma nikoli ni težave, če pa pride do izpada električne energije, imamo na notranji strani vrat vrvico, ki jo potegnemo, lahko vrata ročno odpremo in normalno naprej jih odpiramo, zapiramo ročno, ko pride elektrika, spet na daljinec. Je pa taka stvar vedno na notranji strani, to pomeni, da moraš nekje drugje priti v garažo in si potem tam pomagati, ne? V bistvu je v serijskih vratih je v bistvu na notranji strani, se pa da ob dodatnem naročilu narediti tudi izvedbo na zunanji strani. Tim priznava, da je pri snovanju terase in garaže pod njo naredil veliko napako. Garaža se namreč proti notranjosti rahlo oži, namesto da bi bila v pravem kotu. Če je to hiša, tako lepo poteka ta terasa, ampak pol je tak, namesto pravi kot. Ja. Jaz bi moral tu še 1 meter lepo izgubiti te terase in dobiti tisti pravi kot. Skozi karkoli dam, imam problem, ne? Ker pač ni pravi kot, ne? Jaz sem se bal, da bo imel ful mala garažna vrata zaradi tega, ker pač prostor je velik, ampak garažna vrata niso na poševnih nosilcih, so na pravokotnih, ne? Ampak on to se lepo tam preračunal, zmeril, Tada sem dobil ravno dovolj velika garažna vrata, pa da niso tudi prevelika, ne, kaj kačem s tistimi velikimi, takimi, se nimamo hale, ne. In dobimo lepo zdaj super 2 avta noter. Ja, pri Timu je bilo tako. Ko smo prišli k njemu na objekt, smo si ogledali to garažo in tehnične zahteve garaže so bili takšne, da smo morali dati dvojna vrata. Na sredini je en steber, ta steber smo porabili za to, da smo naležili ta vrata na ta steber, na drugi strani smo pa za posebno podkonstrukcijo zagotovili, da so vrata ustrezna in da jih bo lahko zelo dolgo uspešno in dobro uporabljal. Dvojna vrata so idealna tam, kjer je garaža razdeljena na 2 funkcionalno različna dela. Naprimer, rolo vrata, kadar notranjost želijo imeti celotno izkoriščeno, lahko stranska vrata ali kadar bi želeli veliko uporabljati garažna vrata za prehod notri in ven, uporabljamo vrata v vratih. Tudi načini odpiranja garažnih vrat so lahko zelo različni, zato je najprej treba vedeti, kakšne potrebe imajo lastniki. Vedno se lastniki dogovarjajo z arhitekti in najdejo pač pravo nianso barve. Mi kot strokovnjaki pa ponavadi samo svetujemo, katera je najbolj hvaležna barva. Mi svetujemo belo barvo, namreč zelo je hvaležna. Najmanj se na njej vidijo razne odrgnine, prah, zato ker vse te temne barve na sebe privabijo to umazanijo in je potem tudi bolj vidna. Ravno tako z fizikalnega stališča najmanj absorbira toploto. Ker vse te temne barve absorbirajo toploto in zaradi tega se ta toplota prenaša lahko noter v prostor, lahko nastane celo kondens oziroma celo lahko nastane kak bimetal efekt. Ker garažna vrata zavzamejo velik del objekta, je bistveno izbrati barvo, ki se harmonično poveže s celoto. Zakonca Korez sta izbrala antracitni odtenek, ki se lepo dopolnjuje s fasadno oblogo iz žganega lesa. Kaj pa kopalnica z 2 tušema, na vsaki strani en tuš? Čigava ideja je to? To je dejansko bila nekak najina ideja, se mi zdi, zaradi tega, ker živela smo v stanovanju, kjer je bil samo en tuš in potem se vedno loviš, kdo bo zdaj prvi šel po tuš, pa moraš nekam iti in nastane gužva. Pa sem rekla, pa dobro, pa narediva tu skupen tuš, da se lahko skupaj tuširava in dejansko se ogromno pogovarjava po tušem, pač na koncu dneva, ko zaključujeva z dnevom, se lepo stuširava in si vse povema pod tušem. Ker nimaš časa, če iskreno pomisliš, dan danes je tempo, priješ domov, pa otrok, pa psi, pa kosilo. Se ne pogovarjaš, se reko, veš pa po tuš, pa dansko drugega ne počneš, nimaš motečih faktorjev, nimaš telefona, nimaš TV-ja, nimaš radija in s tami se meniš, in pol se pač tuširamo pol ure in se... Totalno zanimiva ideja, zanimiv koncept. Škoda, da ga ne moramo posneti. Bomo šla video potem posneti. Vse kaj lesenega v hiši sem sam delal v bistvu in z očetom sva delala, ne. Tak bil nek moj mentor, ne, tudi ljubiteljsko rad ful delal z lesom, ne. In me je tudi naučil marsikaj, tako da cela spalnica gori, to sva vse sama delala. Glede opreme, glede sloga opremljanja, kdo je imel več besede, kako ste se tukaj odločila?
Pač definitivno je imel več besede tim, kar je verjetno nenavadno, ker si ja ženska. Ampak res je že vse sam zamislil, teda mi, da smo šla v nakup boljše samo za malenkosti skupaj, torej kaki kavč, jaz sem ga malo prepričala samo, da imamo malo barve v tem vikendu, torej imamo bolj zeleni kavč, ja damo energijo, on je želel bolj vse sivo. Čisto stvar inspiracije bila, hotel sem pač nekaj malo norega, tu štedilnik imam recimo meter velik, ne. Čica je ogromna, lahko hkrati pečeš svašta noter, ne. To je ta boljše, spod decembra, ko so keksi, to vseeno dobiš, res, te velike pečice so super. Pomembno, da je funkcionalna, da je velika, da imamo prostor in tudi dosti damo na posode, na vse, da pač imamo res dobro opremo. In kako zdaj vidva kombinirata življenje hkrati v Mariboru pa tukaj na Pohorju? Se je po mojem kar težko odločiti, kje bi človek več bil, pa kljub vsemu imate še majhnega otroka. Ja, majhnega otroka, 2 psa, imamo kar pestro življenje. Iskreno se mi zdi, da je čisto spontano. Tam, kjer se odločiva, kjer nama bolj paše, mogoče v danem trenutku tja greva, ne komplicirava. Tako da znamo biti po več mesecev v gori, po več mesecev v mestu in meni je to ravno všeč, da je tak en balans med enim urbanim življenjem, pol pa res gremo v čisto naravo, kjer pa je tišina, ni svetlobe, zvečer vidiš zvezde. Res je to nekaj posebnega, da lahko oboje izkusiš, ne. Nekateri pametni so rekli, da vikend moraš imeti maksimum 1 uro stran od svojega doma, ne. Ker potem ga koristiš, ne. Zdaj mi da imamo vikend pol ure stran. In je hkrati, greš gor, imaš na pol občutek, da si nekje na polno dopustu, pa hkrati veš, da si vseeno na civilizaciji, ne. Ampak zanimivo, ne, v resnici smo iznašli nov koncept, ne. Smo rekli, kaj, 2 pomivalca? 2 pomivalca, 2 tuša, 2 tuša, vikend pol ure stran. 2 doma? 2 doma? Ja. 2 psa? 2 psa. Če veš, razlika. Pa 2 otroka, to morate še porihtati, pa je to. Ja, takoj, ko končamo snemanje.